Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sta Robi in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Zdaj sem pa prvič Robi. Ko sem govoril to, sem rekel, no, tole je pa pelo danes prvič. Ampak imamo pa danes za prvo oddajo malo gosta, mislim v letu 2021. Malo novega gosta, to je Blaž Lozej, tako kot me je poučil, kako se mora priimke izgovoriti. Tako da on je pa BIM manager, kje bo pa sam povedal. Zdravo, Blaž. Živjo, hvala za to priložnost. Tako kot si že povedal, jaz sem BIM manager pri arhitekturnem biroju Scape Lab v Ljubljani. Zdaj že 2 leti in pol, približno. Tam poleti 2018 se je nekako začela ta moje sodelovanje z Scape Labom. Na začetku sicer samo kot inštruktor oziroma predavatelj, kako ne rečem, programa Archicad. Potem so me pa kar hitro vprašali, če bi jaz tisto poletje preživel z njimi in pomagal, in potem kasneje nekako to sodelovanje podaljšali v obliki BIM managerja. V bistvu prej si dobro rekel, da imaš ta laskavi naziv. Ja, mislim, da nas je kar malo v Sloveniji takih. Kar ne pomeni sicer, da delam izključno to, delam tudi nekako ostale stvari, ki so v taki projektni skupini normalne. Ja, imam ta laskavi naziv BIM managerja, tako da sem rekel, verjetno nas ni veliko v Sloveniji, in skrbim za vse te protokole. Moram reči, da sem si malo gledal tole spletno stran Scape Laba in prvo, kar mi je padlo v oči, je to, da ne vem, če je to samo arhitekturni biro. A ste večinoma samo arhitekti ali bolj mešana skupina? Mislim, sicer delamo tudi urbanistične stvari in tako naprej, ampak načeloma je to arhitekturno-oblikovalski biro. In v bistvu naši potem zunanji sodelavci nekako pomagajo v tej zgodbi neke celote arhitekturnega projektiranja. Druga stvar, ki mi je pa tudi tako zelo padla v oči, je pa to, ravno ta zunanje ureditve in te stvari. Pa mogoče bi lahko tudi malo kasneje o tem, ampak mene to zelo zanima, kako grejo skupaj take reči z BIM-om. A je kaj več težav kot pri samih objektih, ali je to čisto lepo naravno prišlo tudi v to? No, zdaj sicer verjetno govoriš o projektih, ki so bili že kar nekaj časa pred mojim prihodom v podjetje narejeni. Na splošno, sej očitno je biro zelo znan tudi po takih projektih. Ja, mislim, konkretno recimo lahko povem zdaj, na Cukrarni se zdaj dela nadaljujejo, objekt se prenavlja. Bil je pa projekt narejen že kar nekaj časa nazaj, mislim, da 10 let. Tako da takrat se še definitivno ni projektiralo v BIM-u, so pa recimo zdaj, zadnje pol leta je bila nekako moja vloga pri tem projektu, da v BIM-u, oziroma mogoče je BIM malo prevelik izraz, premočan izraz za to, ampak v 3D-ju v bistvu okolico zmodeliram in potem tudi preverim vsa križanja, zunanje ureditve in tako naprej. Tako da, če odgovorim zdaj na tvoje vprašanje, ja, načeloma pri teh novih projektih tudi zunanjo ureditev in potem oblikovanje okolice in vse to nekako združujemo v naš digitalni dvojček oziroma BIM model. Je to dejansko bolj v bistvu kot rečeno 3D, pa manj BIM, se pravi, da je manj informacij, pa več poudarka na neke vizualizacije potem, ali kako je s tem? V bistvu gre za niti ne toliko vizualizacije, gre za preprosto interno koordinacijo za ureditev še nekaterih mogoče odprtih vprašanj in pa tudi za neko to klasično, kako bi rekel zdaj, BIM sodelovanje med različnimi zunanjimi sodelavci. Konkretno sem jaz recimo nazadnje preverjal nekatere vodovodne in kanalizacijske cevi, križanja in tako naprej. Se pravi, podobne stvari, kot bi recimo znotraj stavbe se dogajale, vendar se dogajajo pod terenom, malo več manevrskega prostora imaš, ampak tako je treba v bistvu rešiti in predvideti vse te potencialne probleme gradbišča že malenkost naprej. Zdaj, pri tehle križanjih, to je meni zelo zanimivo, zato ker sem ravno ne tako dolgo nazaj
videl ogromno enih primerov, da so to izvajali tudi s pomočjo AR, te nadgrajene resničnosti. Ste mogoče to kaj preizkušali, oziroma če si ti mogoče kdaj to preizkušal? Ja, jaz imam tle zdaj eno zelo lepo zgodbo iz enega drugega našega gradbišča, tam v okolici letališča Jožeta Pučnika delamo za Iskro mehanizme en večji tovarniški objekt in pa potem pač poslovno stavbo, ki se temu priključuje. In tam, moram pohvaliti tudi naše sodelavce, oni imajo sistem AR, ki je v bistvu povezan z slikami, ki se vsakotedensko delajo dejansko na gradbišču. To so 360 slike, ki jih potem oni preko svojega portala lahko tudi združijo s 3D modelom. In v bistvu nekako na levem ekranu gledaš realno stanje tistega tedna, na desnem ekranu vidiš svoj 3D model oziroma naš BIM model arhitekture in potem te stvari primerjaš. Tako da na nek način uporabljamo že to tehnologijo, malenkost boljo mogoče pač uporabljajo te naši sodelavci. Vse pa zdaj s novimi, da ne bom preveč omenil znamk, ampak s novimi temi tablicami, ki prihajajo zdaj ven, se da že v bistvu tudi to nekako združiti na gradbišču, se pravi gledanje načrtov in pa gledanje dejanskega stanja v obliki nekega AR. Dogaja se nam, da recimo pridejo izvajalci na gradbišče in preko iPada potem gledajo dejansko, kje morajo tiste cevi položiti in tako naprej. Zanimivo, v bistvu. Kakšno posebno orodje za to, ne? Programsko orodje, v bistvu tiste pač tele varianti, iPadi, te nove imajo že zdaj lidar, pa ne vem kaj še vse, ne, da poskenirajo bolj ali manj okolico skoraj. Vem za naše sodelavce, da uporabljajo neko spletno platformo Dalux, ki vse te stvari omogoča že v nekem cloud-based oziroma browserju že lahko to gledaš. To je zelo fajn. Bi pa izpostavil tle, mogoče malo Twinmotion za virtual reality, pa zelo dober program in tako za interno koordinacijo, kot v bistvu tudi za koordinacijo z naročnikom in z vsemi vključenimi na projektu. Zdaj to lahko tudi, mogoče se malo pohvalimo, delamo sicer tudi na nadgradnji tega, povezava našega modela v Unreal Engineu, da v bistvu to našo virtualno realnost malenkost nadgradimo, ampak v zadnjih pol leta smo pripeljali razvoj tega Twinmotiona, povezava z Archicadom in našega BIM modela, tako daleč, da več ali manj vse koordinacije z naročnikom zdaj v bistvu upravljamo preko te platforme. Če se ne motim, je pa zadeva Twinmotion v bistvu zdaj nekak del tudi Archicada? Imam prav? Tako, ja. Mislim, da ta nova verzija 2020 je zastonj za vse uporabnike Archicada. Tudi to je bil, moram priznati, glavni razlog, da se je v bistvu ScapeLab odločil za to implementacijo v naš workflow. Mi smo namreč že od začetka, se pravi, zadnje 3 leta, odkar smo se recimo transformirali na BIM projektno ekipo, delamo v Archicadu. Izključno v Archicadu, seveda se pač včasih kakšnih stvari, da bi jo v AutoCadu ali pa v Revitu naredil, ne moreš izogniti, ampak načeloma je v bistvu naše glavne orodje v bistvu Archicad plus zdaj Twinmotion in pa v prihodnosti verjetno Unreal Engine. Kaj pa je bistvena prednost Unreal Engine pred Twinmotionom? Vem, da Twinmotion pač predvidiš vse naprej, pripraviš model naprej, animacijo naprej in tako dalje, ne? Ampak je pa verjetno veliko bolj integriran z Archicad, vem, da je veliko bolj integriran z Archicadom kot Unreal. Unreal Engine pa seveda omogoča, da se prosto gibaš potem v svetu, ne? Ampak tako, glede na to, da ima Twinmotion že vgrajeno, ne vem, en kup nekih, vem, da so vozila, pa ljudje, pa ne vem kaj vse, ne? Kakšna pa razlika z Unreal Engine? Da večji svet zgradiš, ne vem. Gre predvsem za višjo kvaliteto potem ali videa, ali imidža, ali v bistvu virtualnega sprehoda. Twinmotion ima sicer neke omejitve, pa še zmeraj gre za
še vedno gre za engine, ki je bolj podoben igričarskemu. Medtem ko Unreal Engine, mislim, da z nekimi plugini potem omogoča tudi ray tracing in tako naprej. Se pravi, zaenkrat nam to čisto ustreza, ampak razmišljamo pa tudi že malo naprej o integraciji mogoče kakšnih malo bolj kvalitetnih virtualnih sprehodov potem v samem Unreal Engineu. Recimo, Twinmotion je sicer fajn za določiti odtenek barve, ampak da bi pa prav tam gledal po nekih RAL lestvicah, pa to daleč pa še nismo. No. Sej ne vem, kaj ne vprašam v bistvu, razen to, da si ne predstavljam, kako kakšni naročniki to uporabljajo. Oziroma pač kako pol pogledajo to. Zaenkrat poteka komunikacija, tudi letu primerno preko ali Skype ali drugih platform. Preprosto deljenje ekrana, sprehod čez in potem ugotoviti kakšne probleme v živo z naročnikom. Ima tudi Twinmotion opcijo, da se eksporta stvari in pošle, vendar te datoteke so malenkost prevelike, čisto za vsakodnevno uporabo. Ja, rekel si, da ste kar na Arhicadu. Kako pa z, ne vem, raznimi knjižnicami in podobnimi stvarmi delate na tem? Ja, mi že od začetka dokaj hitro po pač tej odločitvi, da gre podjetje na Arhicad, smo se nekako tudi zavedali, da bomo sporedno tudi morali skrbeti za neke interne knjižnice. Tako da smo se tega lotili s pomočjo mojega očeta. David nam je recimo čisto na začetku pripravil neko custom knjižnico vrat in oken. To je bil začetek. Potem smo pa nekatere stvari delali sami, nekatere stvari loadamo v bistvu iz portalov BeamObject in ostali. In potem jaz nekako to urejam, da imamo knjižnice za različne projekte, tudi razdeljene po sklopih, kot ne vem, stanovanjska, pisarne in tako naprej. Moram priznati, da za GDL sem jaz totalni začetnik, kljub temu, da imam to srečo sicer, da je oče velik strokovnjak, me nekako nikoli ni to preveč zanimalo. Sem pa jaz v bistvu že med študijem na fakulteti nekako razvil znanje modeliranja v Cinemi in ostalih programih, tako da potem tudi nekatere stvari, malenkost bolj organske, jaz modeliram v Cinemi in potem pač, ker sta Cinema in Arhicad, tako kot Twinmotion, pod istim podjetjem, Nemetschek, potem imajo tudi nek dober plugin za izmenjavo geometrije. Tole, ko si ravno omenil Nemetschek, ne? Nemetschek je pač zdaj že kar nekaj časa nazaj pač kupil Graphisoft, ampak se motim ali imam občutek, da nikoli niso prav resno pristopili k integraciji vse te programske opreme, ker se mi zdi, da Allplan pa Arhicad sta si do neke mere tudi tekmeca, ne? In jaz sem saj pričakal kako boljšo integracijo na tem nivoju, pa se mi zdi, da to kar nekako staja vsak na svojem bregu. Kaj misliš? Ja, mislim, jaz bi sicer sploh si ne predstavljam. No, z Graphisoftom imam nekako dobre odnose, tudi z ljudmi tam. Ljudi pri Nemetscheku dejansko ne poznam. Si pa predstavljam, da je to zelo podobno pri takem velikem podjetju, software podjetju. Po moje je to podobna zgodba kot pri recimo Adobe. Se pravi, kljub temu, da so to pod istim imenom, so še vedno programi, ki so si zelo različni in recimo, ne vem, jaz slišim kdaj kritike, pa tudi sam bi recimo kritiziral Adobe, da glede na to, da imajo 3 podobne programe, ki delajo podobne stvari, bi lahko pač user experience malenkost izboljšali. Integracijo med vsemi temi stvarmi. Si predstavljam, da je podobna stvar pri Nemetscheku. Sicer, tako kot sem rekel, ne poznam zares zgodbe, si pa predstavljam, da ni tako lahko integrirati, ne vem,
dva programa med sabo oziroma vzpostaviti komunikacijo med dvema programoma, ki sta si bistveno različna. Ne, sej to razumem, sej tudi namen programa je različen, ne bolj inženirski, drug je bolj za arhitekte, ne. Ampak vsaj tako, no, mislim, iluzorno je pričakovati, da bojo združevali dva programa, ki imata vsak svojo bazo uporabnikov in ki oba dva imata zelo dolgo tradicijo. Ampak vsaj pričakoval sem, ne vem, da bojo združili, ne vem, Beam Plus pa BeamX integrirali bolj pa tako naprej, no. Pa se mi zdi, da se nič kaj ne dogaja na tem področju. Ja, se pravi, ne vem zares, jaz bi mogoče tlele malo pokritiziral Graphisoft sam, no, se mi zdi, da na zadnjih letih ogromno vlagajo v ta BeamX in mogoče malo manj v, ne vem, prej smo se pogovarjali o recimo GDL knjižnicah, mislim, da tlele je sklop področje, na katerem Graphisoft zelo malo dela zares, da bi to približal uporabniku, razen to, kar so zdaj v 24 ponudili, no, v smislu nekega node-based GDL programiranja. A to je spet nekaj prosti, ki sem te prekinil, kaj podobnega, kot Dynamo ali kaj podobnega? Ja, zelo limitiran Dynamo je v bistvu to. Mislim, no, videl sem preko tutorialov pa nekih case studies, ki nam je Graphisoft poslal, sem videl, da lahko dejansko narediš ogromno s tem, ampak to ni tako, da bo zdaj kar vsak začetni uporabnik Arhikeda znal, no. Gre kar za zapleten sistem nekih novih stvari, ki jih je treba osvojiti. Sigurno pomaga, če recimo znaš od Rhinota, Grasshopper ali pa Dynamo, no. Gre za podobno stvari, se pravi node-based, potem definiraš parametre, jih povezuješ z nekimi temi logičnimi povezavami in na koncu dobiš To izgleda to skoraj tako, kot da bojo GDL tako malo dal na stranski tir in se vrgli v tako bolj grafično programiranje. Ja, se pravi, da to je moja kritika, no, Graphisofta že kar nekaj časa. Malo premalo delajo na tej user-friendly GDL okolju, no. No, ampak v bistvu se mi zdi, da če si rekel, ja, eno vsa ta orodja dodatna, ne, saj tako na splošno gledam, no, so zapletena že sama po sebi, ki imajo določene predpostavke in dokler se ne sprijazniš s temi, imaš kar težavo razumeti določene stvari, po drugi strani moraš pa že v osnovi, ne vem, Arhiked kot tak poznati do praktično vse, ne, če hočeš ta neka dodatna orodja res izkoristiti. Ja. A ti kaj jamrajo tvoji tamle sodelavci, oziroma te najbrž so skozi tako za računalnikom pa Arhiked se jim odpre tam v startupu. Zmeraj manj, ampak ja, no, na začetku sem kar poslušal stvari, da ne vem, koliko ima Arhiked to neumno naštiman. In z nekaterimi stvarmi se strinjam, pač to, da je premalo knjižnic ali pa ne vem, to, da ne moreš custom stola zmodelirati tako enostavno, kot si predstavljaš, da bo, se strinjam s temi stvarmi, no. Tako da ja, na začetku so bili sodelavci, ampak zdaj pa že kar dolgo časa nisem slišal tega, no. Moram kar pohvaliti, no. So se vdali v sodo, ne? Moram kar pohvaliti, no, sodelavce. So zelo hitro nekako sprejeli in razumeli, da je to prihodnost in da je to za vse dobro in no, ampak zdaj če prosti, ki bom nadaljeval s tem, ne, ampak se mi zdi mogoče pa zanimivo, ne, slišati. Recimo, ne vem, če si bil čist pri sprijetju te odločitve, da greste na Arhiked zraven, ali ne, ali si prišel že v okolje, kjer so pač eni že rekli vnaprej, ne, ok, Arhiked je to. Me pa zanima v bistvu, koliko časa in recimo, s kje ste štartali, kaj se je prej uporabljali, pa koliko časa je trajalo, da je v bistvu prišlo to nekako v nekaj normalnega, no? No, ok, jaz moram pa v bistvu povedati, jaz sem prišel v podjetje takrat, ko je prišel Arhiked. Nekako sem bil jaz kot inštruktor, takrat sem imel tečaje na fakulteti, pa oče je imel tečaje za pilon, za distributorja Arhikeda.
Potem sem jaz prišel zraven kot nekako tehnični support na 2 projektih. To sta bila 2 pilotna projekta, en stanovanjski, ogromen, 208 stanovanj, in pa en, tak, ki sem že prej omenil, ki se v bistvu na Brniku zdaj gradi. To sta bila 2 pilotna projekta, na katerih smo štartali v kompletu z Archicadom. Mislim, da pri enem smo celo še delali gradbeno dovoljenje, ne, pri obeh smo delali in gradbeno dovoljenje, se pravi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, in potem PZI ter PIT smo delali v Archicadu kompletno. Prej so pri ScapeLabu uporabljali klasično, seveda pač AutoCAD in kakšen SketchUp. Vem, da je bil tudi Revit prisoten, ne vem sicer koliko so šli daleč. Rhino in Grasshopper tudi, nekako smo potem z mojim prihodom vse te programe zamenjali za Archicad in se tudi zavestno odločili, da bomo pač zdaj v naslednjem letu pač čas namenili izobraževanju in učenju novih stvari na teh 2 pilotnih projektih. V bistvu tak pogum, ne? Da na nekem takem resnem projektu v bistvu pol tako potegn črto in reči, takole bomo zdaj naredili, ne? Mislim, da sta bila projekta posebne narave, sta tudi oba dva, mislim, da zahtevala BIM projektiranje. Ja, to pomaga, ne? To pomaga, če ima že projekt. Ja, mislim, da se kar večina ljudi odloči za tranzicijo, potem, ko dobi v bistvu nekaj resnega pod roke, ne? Tako, ja. Pa tle bi še enkrat izkoristil čas, v bistvu, da pohvalim malo in sodelavce in vodilne, da so imeli ta pogum, da so v bistvu naredili to definitivno ne lahko tranzicijo. Si verjetno si predstavljate, kako je, če 10 let delaš po enem sistemu, potem ti pa nekdo reče, zdaj bomo pa malo drugače to naredili. To sem ravno prej hotel, če ne bi imel mikrofona izklopljenega, reči, da jaz bi tudi pohvalil strateško odločitev, ko je bila očitno ravno v pravem času. Po drugi strani je pa to tipičen primer tega pristopa iz vrha proti dnu, ker sami projektanti oziroma sami arhitekti se najverjetneje ne bi odločili, ker bi imeli vedno občutek, da so hitrejši na star način. Mislim, da je tle zelo odvisno od posameznika. Se mi zdi, da tle pri ScapeLabu res razumejo, da je treba investirati v razvoj, v napredek. To se tudi kaže zdaj z recimo nekimi plani za naslednje leto, ki jih imamo, se pravi Twinmotion plus Unreal Engine. Tako da ja, ni to zgodba, ki bi mi zgodila prej. Tudi jaz sem bil malo presenečen na to, ampak sem vesel, da so bili v bistvu dovolj pogumni, da so lahko šli v to. Seveda si predstavljam, da tudi oni mislijo isto kot jaz. Smo tudi zaradi tega nekako dobro sodelovali. Jaz sem še eno vprašanje. Glede na to, da ste vsi šli na Archicad, a zdaj v tej situaciji delate iz biroja ali delate kaj nadaljavo? Mi smo, se pravi, prva karantena, smo šli vsi domov in preko VPN-jev in Teamwork protokola v bistvu delali nadaljavo. Na začetku je bilo malenkost problemov, ampak večinoma so bili samo zaradi zabasane telefonske linije oziroma internetne linije, da bi bili kakšni zares problemi v samem workflowu z Archicadom oziroma v Teamworku nismo imeli. To je pomenilo recimo to, da smo shranjevali neke lokalne kopije na računalnik in potem enkrat na teden recimo prenesli stvari na naš server, ki je še vedno v Officeu, razumljivo. No, sej, to je bilo moje vprašanje, ker namreč, ko imam jaz s študenti Archicad, so te datoteke enormne, zelo velike, da ne omenjam težav s kakimi knjižnicami in tako naprej. In je tole prenašanje najbrž ni najbolj udobno, sploh če nimate vsi optične linije, ampak očitno pa vam še vedno uspe, da to prenašate tedensko v pisarno. Hotel sem pa bolj to vprašati, potem nimate vi kakšne oblačne storitve, kjer bi to delili, pa je bilo dostopno iz katerekoli lokacije? Ne, zaenkrat še nimamo potrebe po temu. To tudi ni, se pravi, to tudi ni zastonj feature Archicada, ampak je plačljiva zadeva potem ta Teamwork v cloudu in nimamo še potrebe po temu, zaenkrat tole, kakor to normalno funkcionira. Seveda pač z nekimi manjšimi problemi. Treba se je bilo navaditi, recimo, da pač delamo lokalne kopije in potem pač te uploadamo na server.
da se ne dela recimo simultano na serverju, zaradi tega, ker tudi ta VPN protokol pa vse to pač požre neke linije. No. Kako pa potem, oziroma kot BIM manager si potem verjetno ti zadolžen za te koordinacijske modele, pa za združevanje in tako naprej. Pa s tem nimate nič težav, glede na to, da imate vse z lokalnih kopij, ali je to tako dobro utečen delotok že, da pač funkcionira? V samem Arhicad modelu, mi imamo itak razdeljeno, to so res ogromni projekti, ki jih delamo zdaj. Tudi ta dva pilotna projekta sta ogromna za slovenske razmere, tako da ja, datoteke v Arhicadu so kar zrasle, so velike, ampak nekako še vedno manageable. Kar se tiče pa recimo koordinacijskih stvari in pa vse to, pa uporabljamo tudi druge softverje za recimo pregled BIM modela, ki so vseeno malenkost bolj optimizirani in konkretno Trimble Connect ima tudi v bistvu to cloud varianto, tako da se v bistvu sodelavci potem preko druge platforme recimo pregledujemo model ali pa komentiramo za nek potencialni problem z strojnikom ali pa z statikom in tako naprej. To je meni ful zanimivo, no? Ker je ubran en tak pristop pragmatičen, bi rekel. Ne? Sicer glede na to, da te modele bolj kot ne združujete na teh strežnikih v pisarni, a s tem pa nimate težav potem, da iste modele uploadate na Trimble Connect? Vem, če čisto razumem, ampak kako misliš iste modele? Mislim, te modele, no, na katerih delate, potem v bistvu iz tega nekega varnega okolja vaših računalnikov pa pisarne, ne, potem uploadate še na Trimble Connect. Zdaj prvo, kar je to, da to spet traja ful časa pri velikih modelih. Ne. To je ena stvar, ampak to verjetno ne počnete tako pogosto, da bi bil to problem. Drugo pač, ne vem, če to uporabite samo za pregledovanje, no, mislim, to je bolj moje razmišljanje kot nek resen pomislek glede varnosti. No. Nimam občutka, no, da bi v bistvu ta Trimble Connect in upload in to trajalo preveč časa. Tako da ne vem, zaenkrat se mi ne zdi, tako kot si rekel sam, pač seveda se to ne počne vsak dan, ampak pač recimo enkrat tedensko. Ampak ne vem, načeloma se mi zdi ta workflow kar optimalen. Seveda, prej sem rekel, da pač uporabljamo Trimble Connect za recimo pregledovanje modela. Mi imamo še vedno vse IFC-je strojnih in elektroinštalacij tudi v Arhicadu. Tako da lahko kadarkoli v bistvu v našem naravnem okolju, v našem primarnem okolju, ki je Arhicad, pogledamo vse stvari. Vendar je Arhicad, tako kot si tudi sam povedal, že pri velikih modelih, rata že datoteka sama velika in potem pregled v 3D-ju in vse to traja in traja in traja. Tisti moder kolešček, ki se recimo vrti na sredi ekrana, je kar pogost pri takih velikih projektih. Zato smo mi se odločili, da bomo vključili zraven v ta proces tudi Trimble Connect, zaradi tega, ker je preprosto nalaganje teh IFC modelov in optimizacija potem malenkost hitrejša. Oziroma je kar bistveno hitrejša. Še eno zelo pomembno vprašanje, da ne pozabimo, prosti Matjaž. Apple ali Windowsi? Podjetje je sicer na Windowsih z izjemo 2 prenosnikov. Sam sem pa jaz dolgoletni uporabnik Apple. No. Tudi se mi zdi, da malenkost zaradi očeta, ker takrat, se pravi, ne vem, 30 let nazaj, pa 20 let nazaj, recimo, Arhicad obstajal samo na platformi Apple. Ne. Na Windowsih sploh ni bilo. Ja, no, mislim, jaz moram reči, da Arhicad za študente, ko ga imam, no, ga uporabljam tako na Windowsih kot na Macu, pa jaz ne vem, to sam občutek, ampak me zdi, da na Macu hitreje dela. In to tudi na istem računalniku, no, tako da... Ne vem, če bi lahko rekel, da hitreje dela ali ne. Ena stvar, ki me zelo moti pri Windowsih, ki na Macu vem, da obstaja v samem Arhicadu, je to, da na Macu lahko pod tem zavihkom help preprosto noter vpišeš ukaz, ki ga iščeš in ti ga bo potem, ne vem, ali je to Arhicad ali to macOS dela, ti ga bo potem highlightal, se pravi dejansko v tistem meniju, kjer je. Ne vem, če to poznate, ampak na Windowsih pač preprosto tega ni možno. In to je v bistvu
en feature, ki sem jaz mislil, da je na obeh platformah, potem sem pa hitro ugotovil na tečaju, no, ker sem jaz govoril, ja, napišite v help to pa vam bo pokazal, pa so se mi potem pač Windows uporabniki pritoževali, da tega pa oni nimajo. Druge razlike dejansko nisem opazil. Mislim, da je tudi neka omejitev sicer, da bi imel na dveh ekranih dva različna Windowsa. Mislim, da na Macu je to omogočeno, na Windowsih je treba nek workaround, nisem čisto prepričan, no. Ampak ne, zaenkrat ne vidim večjih težav na Windows operacijskem sistemu. No. To je na Macu možnost, zato ker ima workspace, ki v Windowsih nimajo. Tako da tudi na Macu, če dejansko nastaviš ekran, da je deljen, da je v bistvu extended površina, mislim, da tudi ne dela. Ampak ne bom zdaj roke v ogenj. Ja, se ne spomnim zares. No. Zdaj že zadnje 2 leti pol v bistvu na Windowsih delam, pa na mojem prenosniku Sanče, ki je res nujno treba. No, ampak dajmo se vrniti na BIM. Še mogoče eno pomembno vprašanje. Zato da si mogoče znajo poslušalci predstavljati, kaj zdaj to pomeni v bistvu delo nadaljavo, pa urejanje, pa zbiranje teh modelov in tako naprej. Koliko je zaposlenih CCA na Scape Labu? Trenutno nas je tam nekje 10, seveda smo zdaj v bistvu zaradi tega leta, imamo malo manj študentov pri sebi, kot bi jih drugače imeli verjetno. Ampak ja, no, tam nekje 10 se je zdaj gibla projektantska skupina, tako da gre za srednji, mogoče že kar večji biro v bistvu v Sloveniji. Glede na to, tiste biroje, ki jih jaz poznam, se mi zdi, da je kar velik, no, za slovenske razmere. Koliko je pa kaj z projekti zdaj? Prej si že omenil, da so naročniki na teh večjih projektih zdaj že zahtevali BIM pristop, oziroma da se to dela v BIM-u. A je to zdaj postaja že kar praksa ali je to še vedno izjema? Jaz bi rekel, da je to že kar postalo praksa. No. Sploh na teh večjih projektih, kjer si naročnik vseeno nekako prizadeva, da bo potem pač s tem modelom in s to dokumentacijo tudi nekako upravljal oziroma imel lažjo pot pri upravljanju objekta. To niso zdaj zahteve po BIM projektu, ne pridejo iz nekih manjših enodružinskih hiš, ampak konkretno recimo tukaj, kjer gre za industrijski objekt, kjer so zelo pomembne, je zelo pomembno, v bistvu, da se predvidi vse potencialne probleme že prej. No. Zelo dolgo se je poslušalo, da bodo naročniki zahtevali BIM in da zaradi tega treba preiti na BIM pa to, ne. Ampak to se mi zdi pa precej smiselno, ne, da v bistvu naročniki prihajajo iz druge stvari, ne, iz druge strani, da pač njih bolj skrbi preglednost projekta, pa verjetno tudi vizualizaciji, nič kaj ne škodi, če so boljše, ne. In tako dalje. Res, to se mi zdi tako nekaj, o čemer nisem razmišljal, ne. Kaj zdaj naročniki zahtevajo, pa kaj ne, no. Pa še enkrat bom poudaril, da jaz, ko sem gledal spletno stran podjetja, sem bil res zelo presenečen nad količino teh zunanjih projektov, ne. In zdaj se mi zdi zelo pomembno, da se tudi taki projekti vodijo v BIM-u, no. Bi pa zelo rad videl, ne, kako bo to čez 5 let. A bo to zdaj z Unreal Engineom res gledali tako, da ne boš več vedel, kaj gledaš, ali ne, ali kje bomo. Jaz mislim, da čez 5 let definitivno. Danes sem lih zato, da sem se malo pripravljal, no, na ta pogovor in sem tle napisal si ene par iztočnic. Jaz sem 15 let nazaj naredil prvi render. Lahko pokažem ta render, to ni dober render, ampak se mi zdi, da je za tiste čase bil kar v redu. Hočem tam to povedati, pač v 15 letih ali pa v 10 letih tisti render je imel resolucijo 1024 na, ne vem, 600. Zdaj se delajo pa 8K in tako naprej. Tako da tehnologija gre toliko naprej, da mislim, da v 5 letih bom kar žalosten, no, če ne bom opazil oziroma če ne bom videl več BIM projektov in pa še nadgradnje v bistvu, no, tega procesa. Ok, en zelo pomemben podatek bil, kako dolgo si ustvarjal tisti render 1024x768. Drugo vprašanje pa, kdo za Boga rabi 8K ločljivost? Razen za jumbo plakat. Ne, tle gre samo za jumbo plakate, ja, drugače ne rabiš tega. Ampak v našem poslu se kar velikokrat zgodi, da v bistvu potem rabiš
nek render dati na en jumbo plakat ali pa mogoče na malo večji medij. Tako da ja, no, tam 4K ni več nič neobičajnega, no, se mi zdi, za render. Ja, a se mogoče spomniš pri 15 letih, kako dolgo je trajala izdelava enega tega renderja? Samo renderiranje je bilo definitivno čez noč, se pravi 10 ur plus. Izdelava v smislu, koliko časa sem pa jaz porabil, to se pa ne spomnim. Spomnim se, da sem čez noč to renderiral. Ja. Ja, mene je tisto prvo stvar zanimalo, ja bi pa zelo rad ga videl, ja, tako da če boš to povor, da ga boš pokazal. Ja, najbrž bi bilo morali skratka preskočiti na video zdaj, v bistvu pa bi Blaž lahko pokazal, kako to v resnici izgleda. Ne? Ker še nismo tam, ne? Bom jaz mogoče Blaža prosil, če bo lahko kakšen ta render svoj delil, pa ga bomo dali zapiske, da bojo poslušalci, ki se odpravijo na bimpogovori.si tudi malo vizualnega materijala. Ampak kakorkoli že, v bistvu je sigurno je podatek. Ne vem, glih sem, ko smo se tudi že prej nekaj v podcastih pogovarjali, sem en podcast poslušal in je rekel, ja, sem tisti nek ray tracing naredil, v bistvu nejasno, mislim, on kaj je govoril, ne vem, 10 let nazaj in je tam za, ne vem, skoraj nič časa, ne, ki je mislim, nek video ustvarjal, ki je bilo to tako, dejansko čez noč, ne. Zdaj je v bistvu skoraj to v realnem času, ko gledaš v bistvu neke igre, ki imajo vse možne senčanja od sebe in ne vem kaj še vse, ne. Tako da ja, si predstavljam, no, tudi tisti, ki je bilo na BIM-World letos, ki je pač tale iz Januarja kazal, dejansko je za pričakovati, da če bo druga oprema v bistvu, ne, druga podpora, ne vem, od nekih mrežij in očal in podobnih stvari, ne, ali pa nekih haptičnih umestnikov, s katerimi boš lahko upravljal te elemente v tem virtualnem svetu, potem bo to res najbrž nek nov preskok v, ne vem, modeliranju ali pa uporabi tega softvera, kjer je, kot rečeno, v bistvu, ne vem, če enega ArchiCAD-a ne uporabljaš vsak dan, v bistvu se zmeri znova loviš, tako da absolutno ima Robi prav, jaz ga nimam nainštaliranega ravno zaradi tega razloga. Mislim, da bomo zdaj v naslednjih letih videli kar konkreten preskok, čeprav se že zdaj dogaja, pa tudi, ne vem, če greš na Graphisoftovo stran, potem tam izpostavljajo nekatere arhitekturne biroje, recimo, ki že uporabljajo to tehnologijo, vendar mislim, da je še vedno to bolj PR učinek, kot pa da bi zares oni to uporabljali tako, kot se bo čez leto, dve. No. To, kar mi delamo, je že nekako dokaz o tem, da se bo ta tehnologija uporabljala v naslednjih letih. Ja, neč, čez 3 leta se slišimo, pa bomo videli. Ja, upam, da še kaj prej. Čakaj. A veš, to, Robi, dobro si me spomnil, zdaj ne hote sicer, ne, ampak v bistvu sem rekel, ko sem se jaz pripravljal na to snemanje, ne, sem šel pa prav pogledati, kdaj smo mi dva prvič Blaža vprašala, če bo imel čas za snemanje podcasta. In sem šel prvi mail pogledati, in veš, daj sem ga poslal. 21. septembra. Katerega leta? Ja, to bilo prejšnjem letu. Skratka, to nič ne govori, Blaž, to samo kot zanimivost, ne? Ampak stvari so se vmes spreminjale, dogajale, zaposleni smo vsak po svoje, ne? Tako da, jaz se ti bom na tem mestu res zahvalil za tvoj čas, in v bistvu vse to, kar si povedal, mislim, da je zmeraj zanimivo slišati, kako se nekdo loteva, predvsem pa tudi to, no, kako ste se relativno pogumno to tako nekako na glava skočili v neke projekte in to delali očitno. Ne? Bo mogoče fajn tle še koga drugega vključiti od mojih sodelavcev v pogovor, ampak... To se tako vede, to je timsko delo, no, mislim, tako da pač nekdo je pa na podcastu. Ne? Ja, recimo. Ampak ja, no, mislim, da smo kar zdaj v zadnjih 2 letih kar uspešno naredili tole tranzicijo iz... Je bil Skype tudi že prej 3D projektiranje, ampak zdaj smo pa pač kompletno BIM. Blaž, kam ti lahko pa
še poslušalce, ki pišejo, če hoče mogoče kaj več zvedeti o tem, pa mogoče, če jih zanima, kako se zdaj ta Twinmotion sploh uporablja. Lahko pišete na Scaplab, na info@scaplab.com ali pa kar na blaž@scaplab.com, pa bom jaz poskusil pomagati tudi našim poslušalcem. Vredno, hvala. Robi, še kaj za zadnje besede? Ne, jaz sem samo hotel rezervirati si Blaža, da ko bomo končno video vsebine začela delati. Bom prispeval, ja. Tole se pa zdaj, se mi zdi, da v zadnjih 3 oddajah vedno znova ponavlja ta neka video vsebine, pa gor in dol, ne, te želje, tako da Robi, pričakuj, da bomo mi na to razdelana in bova v tej smeri kaj postorila v letu 2021, ne. Ampak moram sam povedati, v tem primeru bom jaz moral nadgraditi linijo, ker to ne bo šlo z našo linijo. Blaž, še enkrat najlepša hvala. Hvala tudi vama, no. Bi tudi dva pohvalil, no. Fajn je, da se pač na področju Slovenije take stvari dogajajo, da so dokumentirane in nekako shranjene za potem naslednje generacije BIM menedžerjev. Pa srečno in uspešno novo leto, no. Mislim, da ni še prepozno za te čestitke. Res, hvala lepa. Ja, hvala. Blaž in Robi, adijo. Adijo.